dobrodošli v novem B33 Tactical opremljen.si vlogu. Danes vam predstavljamo liofilizirani obrok iz Goodwood Millsa, in sicer riž s piščancem. V prejšnjih vlogih smo vam predstavljali obroke s testeninami, s krompirčkom, tokrat s piščancem. Zdaj, liofilizacija pomeni, da oni obrok skuhajo, ga globoko zamrznejo in v vakuumu odvzamejo vodne kristalčke. S tem dosežejo, da je življenjska doba samega obroka do 8 let, in to popolnoma brez konzervansov in brez dodanih barvil. Sama struktura obroka se ohrani, prav tako izgled in barva. V več kot 95% pa se ohrani tudi vitaminov in mineralov. Sama navodila so navedena na hrbtni strani, kako se obrok pripravi. To si bomo kasneje pogledali. Prednost liofiliziranih obrokov je tudi ta, da so zelo lahki. Kar se tiče prenašanja, prednosti mi sam obrok pripravimo. Namreč ta konkretno je 120 gramov suha teža. Potem, ko bomo mi v sam paketek vlili vodo, da se vsebina dehidrira oziroma rehidrira, bo sama vsebina teža narasla na 420 gramov. Obrok je zelo bogat s proteini. Zdaj, na 100 gramov je to 441 kilokalorij in pa 24 gramov proteinov. Ker pa je sama vsebina, sam paketek težek 120 gramov, se pravi, je vsebine ne 100 gramov, ampak 120 gramov, to potem na obrok pride 529 kilokalorij in pa 29 gramov proteinov, kar je ogromno. Zdaj, sama priprava je takšna, da najprej odtrgamo rob paketka, vzamemo ven absorber kisika in vlijemo vodo. Količina vode je navedena, v tem konkretnem primeru 300 ml do nivoja 2. Nivo 2 je linija, ki se nahaja v notranjosti in je namenjena temu, da nam olajša merjenje vode. Namreč, če mi zlivamo tako, kot bomo mi, iz posodice, potem, če smo nekje v naravi in nimamo merce, je težko določiti pravo količino, koliko je res teh 300 ml. Se pravi, mi vlijemo vodo noter, premešamo vsebino in zazipamo ter pustimo 10 do 12 minut, da se zadeva hidrira, odpremo in premešamo ter jemo. Se pravi, to je vse, kar potrebujemo narediti. Zelo enostavno, tako ko smo na pohodu, vzamemo iz nahrbtnika, se usedemo tako kot mi, počakamo 10 minut in jemo. Tako da ja, evo, mi vam bomo zdaj prikazali način priprave ter kako izgleda obrok in ga tudi probali ter z vami delili prve vtise. Se pravi, začnemo trgati tule pri tej zarezici. Razpremo ziper, se pravi, to je tale ziper. Notri imamo vsebino. Tale vrečkica je absorber kisika. Absorber kisika damo ven, to ni za jesti. Namen absorberja kisika je, da iz notranjosti absorbira kisik in s tem prepreči oksidacijo vsebine ter tudi nastanek bakterij.
Pravi, tole so, te rdeče črte so linije. Linija 2 je na tele strani tule. Tule se vidi linija 2. Takole. Diši lepo, jaz to vedno povonjam, ker me vedno zanima. Recimo, to so delčki piščanca. Nič nismo povedali, iz česa je sestavljeno, tako da jaz moram še to deliti z vami. Se pravi, imamo riž s piščancem, to pomeni 75% je riža, 21% je piščančjih prsi, potem imamo pa še korenček, timijan, rdečo papriko, koriander, pa potem še čebulico, česenček, baziliko in meto. Pa origano in timijan je tudi. To je recimo piščanec. To je že kuhano, zato lahko mi tudi, tako recimo, če smo v kakšnem primeru, da nimamo možnosti vode, lahko to tudi v neki krizni situaciji tudi tako pojemo. Ja, evo ga. Mi zdaj vlijemo vodo. Takole. Skušamo naliti vode, kar se da natančno. Če jo vlijemo premalo, potem bo zadeva presuha. Če jo pa prelijemo preveč, bo pa preveč vodnata. Tako da najboljše je, da jo vlijemo ravno prav. Malce bom še dal čisto malenkost. Opa. Zdaj voda mora biti vroča. Od 70 do 100 stopinj Celzija, se pravi dobro premešamo. Vkolikor imamo mi hladno vodo, lahko uporabimo tudi hladno. Samo v tem primeru moramo mi počakati dvokratnik časa. Se pravi, zdaj bomo mi čakali 10 do 12 minut, ker smo vlili vročo vodo. Če bi vlili hladno vodo, bi pa 20 do 22. Pomembno je, da zapečatimo tale rob. Se pravi, da toplota ostaja noter in da se sama vsebina ne raztrese. Čakamo zdaj 10 do 12 minut. Če nimamo časa, lahko damo to v kargo žep, lahko damo v nahrbtnik. Se pravi, sam ziper je zadosti močen, da se vsebina, tekočina ne bo izlila iz paketka. Če pa imamo čas, pa ga izkoristimo za uživanje tako v naravi, v druženju. Tako da ja, mi zdaj počakamo, pa potem delimo z vami prve vtise. Evo ga, 10 minut je minilo, oziroma mi smo pustili 12 minut. Tako da ja, zdaj pa probajmo, kako to izgleda, riž s piščancem. To izgleda takole. Diši lepo. Zdaj pred samo uporabo mi še malce premešamo. Barve je lepe. Takole, ne? In pa dober je. Ja.
čuti se lepa ta zelenjavca, recimo za čimpice, tako kot da bi recimo dali kakšno vegeto noter, ker je ogromno piščancev, se zelo lep piščančji okus čuti. Vidimo tudi korenčke, koščke mesa. Tako, struktura je všečna. Ni preslano, ravno prav. Tako, gre lepo, kar hočeš še. Ni ono, da bi rekel, zdaj pa nekaj tako, ne, lepo gre. Meni so sicer najboljše testenine, samo to ni slabo, to je v redu. Zdaj, če ste ljubitelj riža, definitivno morate to probati. Na voljo je ogromno okusov. Tako mesnih, brez mesnih. Tako da ja, pejte na opremljen.si, poglejte si, kupite, probite, pejte ven v naravo, na izlet, probite v naravi jesti. Tako, poslušajte, kako veter piha, šelestijo listki, ptički pojejo. Fenomenalna izkušnja. Tako da ja, lajkite, šerite, imamo tudi YouTube kanal, objavili bomo video na YouTubeu tudi, tako da naročite se, opremite se na opremljen.si. Ja, dobro je. Skoraj bi še delil z vami, je tole funkcionalnost same vrečkice. In sicer vrečka v notranjosti je narejena tako, da omogoča, da res postrgamo vse iz nje. Se pravi, tele robovi so tako malce privzdignjeni, se pravi, ne ostaja tukaj noter v tem kotu nič, kar pomeni, lahko mi v celoti poberemo celotno vsebino. Prva liga. Pa hkrati, karkoli prinesemo v naravo, odnesemo tudi iz nje. Zato nam tale vrečka, potem ko pojemo obrok, služi kot priročna vrečka za smeti. Prejle smo iz nje odstranili zgornji rob, absorber kisika, se pravi vse to damo nazaj noter. Ali pa če imamo še kje kakšne ostale smeti, zapečatimo, damo v nahrbtnik in gremo naprej. Tako da ja, lajkite, šerite, naročite se na naš YouTube kanal, kupite, pa opremite se na opremljen.si. Se vidimo. Ja, pa glede na to, da jaz ne morem tudi takrat, ko rečem adijo, res reči adijo, bi rad delil z vami take malenkosti, ki jih vidiš v naravi. Recimo, tukaj je podrt, to je bil rdeči bor, ljubje rdečega bora. In kaj vse zraste na tem ljubju? Se pravi, imamo eno tako lepo praprot, ki je malce višja, potem imamo tukaj malce nižjo praprot, lišaje. Prav lepo. Tako da ja, pejte še vi v naravo, kupite si za jesti sabo, pa uživite tako. Dober tek. No ja, snematelj se mi tlele smeji, da sem rekel praprot. To je mah, a veste, mah. Praprot je nekaj drugega. Praprot je tole, da ne boste rekli, da vas zavajam. Mah, praprot.
Tako da zdaj pa res grem. Dober tek.